Moje orodje je pisanje. Jaz v govoru se šele mojstrim. Nisem toliko suverena v govoru, ampak ko pa pišem, pa tako se lepo zlagajo stvari. Prav se začudim, rečem, wow. Zdaj sem ja že kar začela, veš, zato ker že govorimo vrejo stvari, pa ponavadi začnem z Ola zdravo, zato povem. Ja, okej. Ampak se mi zdi, da bomo že kar malo prej pobrala, ne. Okej. Vrejo. To pisanje, ja, zaradi tega, ker je meni isto pisanje, ne. Pisanje mi je ne samo izrazna moč, ampak tako, kot da nekako kreiraš nek svet, ki je vzporeden temu našemu ali pa kakorkoli že pač tvoj občutek. Meni se zdi, jaz vem, da je prišla kaligrafija v moje življenje. Seveda je prišla zato, da bi je bila poklicna pot, ampak šele, ko sem se ukvarjala nekaj časa s kaligrafijo, sem videla, zakaj. Zato, ker mi je začela umirjati, upočasnjevati misli. In ko sem upočasnila misli skozi pisanje, takrat sem lahko šele prišla. To je pot priti v samo sebe, v stik s samim seboj. In to je to. In potem, ko pišem, jaz lahko ujamem to svojo misel. In potem lahko vidim, v katero smer mi gre. In potem lahko rečem, zdaj pa se odločila, ali hočem, da mi gre v to smer, ali hočem spremeniti smer. To je bilo moje, ne. Tu vidim, zato mi je tako pisanje toliko pri srcu, se mi zdi, da sem takrat da lahko res svoje bistvo dotaknem in ga slišim in ga prenesem. Na taki pitek način. To mi je zanimivo, veš, ta kombinacija, ker jaz sem skozi meditacijo šel do sem in vse kaligrafija je isto kot meditacija, ker če smo natančna, je meditacija fokusiranje v eno točko, zato da lahko v enem trenutku iz tiste točke razširiš v prisotnost, ne. Točno to. In zdaj, ali uporabljaš to, jaz glih, ker sem ti prej motor omenil, ko fejst hitro greš v en lep ovinek, ne, se tudi zoži vse na eno pikico, ne. Veš, pa se zdvigneš, pa se odpre v tako prisotnost. Ti poznaš tega Jorge Lorenzo, ki je bil svetovni prvak v tej GP San Andreas, ne vem, 6-krat. Poznam dovolj. Njega so spraševali, kaj je njegova skrivnost teh zaporednih nizanj zmag. In so potem psihologi odkrili, da vsako jutro 6-krat na teden dela vaje s kaligrafije. Pozornost, fokus, koncentracija. Ker takrat, ko si tako, kot si omenil v ovinku, nimaš šanse, da pomisliš, da ti misel malo skrene, ker si že na boku, ne? Se pravi, in pri kaligrafiji je isto. Pišeš, ti moraš videti moraš v začetku, preden začneš videti končni rezultat. In potem ti teče. In potem, ne, plavaš in moraš iti v tej smeri. Če malo skreneš, ni, kaj šele, da toliko skreneš, da črko ven spustiš ali pa, ne? Ampak je pa zanimivo, da v današnjem času pa se fokus pa prisotnost kar jemljeta kot sinonim, ne, čeprav sta nasprotje svoje, ne. Saj si v našem svetu dualnosti ravno belo pa črno, ne. Ampak nekako je prišlo do tega, da so nam začeli sporočati iz vseh koncev, da je to isto. Mogoče je fokus ono bolj mehansko, v mehanskem svetu in prisotnost bolj v tem spiritualnem ali pa v tem našem svetu, ne, notranjem svetu, ne, je ta prisotnost. Ko greš v prisotnost, se pravi, moraš čisto vse izključiti, pa se ti odpre cel svet, ne. Pa tu imamo glih iztočnico za prvo označbo, se mi zdi. Samo sem na napačni strani. Do 7. leta starosti naj ne bi telefonov in ostale tehnike otroci, ne. Se ti zdi 7 let primerna doba ali prekratka doba? Vsaj, ne, neko iztočnico damo, kaj lahko, minimalno, zaradi tega, ker takrat se razvijajo že prej. Se pravi, od 2,5 do 5 so že vse možganske funkcije razvite, za fino motoriko, pri otroku. In če takrat to zamudimo, se te povezave v možganih ne vzpostavijo. In je tako škoda, da tega ne vemo. Ali pa da tega nočemo vedeti, ker je lažje otroku dati v roko telefon, kot pa se z njim ukvarjati. Jaz sem mati, ki sem bila takrat, ko so se začeli komaj telefoni. In so se moji otroci tako, pa mami, zakaj ne smem telefona? Mami, vsi imajo telefon. In to je bilo treba zdržati. To je bilo treba zdržati 2 leti, vsak dan. Zato, ker te imam rada. Mami, pa vse moje druge tudi mamice rade. Ja, ampak
jaz te imam tako rada, da vztrajam na tem, zato ker vem, da je to za tebe dobro. In je bil vedno tiho in zdaj, ko je že odrasel, je zahvaležen. Mami, jaz bom isto tako naredil, jaz vidim, kaj to pomeni. Odlično uporablja tehniko, ampak se zaveda, da otrokom je ne bo dal, ker vidi razliko pri sebi zdaj, koliko je sam zbran, fokusiran, osredinjen in ima mero, zna imeti mero. To predvsem. Do katerega leta sta držala? Jaz mislim, da je bil on potem v srednji šoli, je potem, ali pa v 8. razredu, drži me za vsako besedo, tako da zdaj smo na kameri, moram paziti, ne vem natančno, ampak jaz si mislim, da je bilo tako, ja. V osnovni šoli smo še, ali pa je veš tisto, kakšna najbolj stara škatla, tako isto po računalniki, en najbolj stari računalnik, da ni moglo one močne igrice, da jim ni mogel dati gor močne igrice. In potem, kaj se je zgodilo s tem, zakaj sem to naredila? Zato, da je on mogel razmišljati. In on si je začel sam šraufati računalnik, da je lahko, da je krepil, veš, tisto in znanje, ne. Napisal je, ne vem, neki program za krekanje. Da je imel, ne vem, ko je bil še otrok, 12 let ali kaj, ne vem koliko tavžent ogledov ljudi, jaz mislim, da se to sploh ne sme delati, ampak kaj je pomembno? Kreativnost se mu s tem, ko mu nisem vsega kupila, ko mu nisem vsega omogočila, da je lastno kreativnost razvijal. In to je tisto, kar je fajn, da damo otrokom, ne? Ne, da jim vse porinemo v roke, ker danes še svet je popoln, nimajo več otroci, kje se pokazati, videti, kdo so, kje so njihovi potenciali, v čem so dobri, v čem so slabi, če pa je vse na razpolago, ne? Pa zelo pomenljivo se mi zdi stavek, ki si ga vmes vrinila, ne. Jaz mislim, da se to ne sme delati, ne. Ne sme se delati, kaj se ne sme. Jaz razumem, kaj si mislila, ne. Kaj sem rekla? Sploh ne vem, kaj sem... Za krekanje, ne, da se to ne sme delati. In to ti dosti pove o temu, na kak način je zadušena ta kreativnost, ne, zaradi tega, ker pač se... Zato, ker je verjetno, ker je kaznivo, ne. Saj razumem. Ne, ampak mislim... Ja, ampak on je pa tu res naredil vse s tem, ker je mogel, ker je bil prisiljen, ker ga je mučilo, ker vsi ostali so imeli njegovi vrstniki, on pa ni imel. Nisem mogel meniti v šoli o stvareh, ki recimo, ne, veš, ko vidiš, ko imaš dostop, eni imajo dostop, eni pa nimajo dostopa do televizije ali kajkoli, ne, veš, si avtomatsko izločen, ne, in pol moraš biti kreativen. Jaz sem ravno zaradi študija Steinerja, ker sem začela študirati Steinerja takrat, ko sta bila otroka mala. Preden sta se rodila, sem začela študirati nutricionizem, da sem vedela, da sem se sama dobro prehranjevala, da sem vedela, kaj vnaša v telo, da bo plod zdrav, da bo ta otroka zdrava. In sem to vzdrževala, dokler mi je šlo, dokler niso začeli v šolo hoditi mimo kebabčinice in so kebabi držali. Veš, ampak je bilo super, niso bili nikoli bolani. Otroci moji niso bili nikoli bolani, ker so imeli dobro bazo, ne. In potem sem Steinerja začela študirati, ko sta bila malo večja. Zato, da sem vedela razvojne faze otrokovega razvoja. Da vem, kaj v katerem obdobju jim dam. In jaz vem, da sem mojo vlogo materinstva opravila dobro, to zdaj vidim. Zaradi tega, ker sem jo spustila, zdaj sta ona dva že odrasla. In imamo odličen odnos. In smo, ne, veš, spustila sem jim dovolila, da sta vsak svoje, da sta lahko samostojna osebka. Dajmo malo, kako si prišla do tega, ker imaš kar pot, ne, in Maje, in Brazilijo, in Afriko, in še kar Steinerja, pa dosti stvari v glavnem je na tej poti, ne. Ja. Pa mogoče, če se tako malo dotakneva teh glavnih korakov, te tvoje preobrazbe, ne. Ja. Začelo se je kje? Začelo se je pri meni, zaradi tega, ker sem se rodila v družino, kjer kot 5. otrok in so bili moji starši že zelo stari, ko sem se jaz rodila in moji babice in dedki so pač
razen ene babice, ki je umrla pri 7 letih, so vsi že bili pokojni. In imela sem starejše brate in sestre, opazovala sem življenje in sem videla, kaj se ne bi. In potem sem videla, wow, če nem nič naredila, bo moje življenje šlo točno v tej smeri. In potem sem videla, iz mene je prišla potreba, jaz bi drugače. Jaz sem opazovala to in sem rekla, kaj to, da se zarodiš, pa ne vem, hodiš k maši, pa greš šolo, pa se poročiš, pa imaš otroke, pa hodiš v službo non-stop, kaj to je življenje. Jaz nisem mogla verjeti, da je samo to življenje. Jaz sem rekla, mora biti nekaj več. In potem, ko je mama umrla pri 18, ni pa odšla, je bila prisotna, sem jaz začela raziskovati. Te pa v knjigah nisem našla v psihologiji, potem sem jogo začela študirati, 10 let delala jogo, ampak nisem prišla do mira, ker sem bila čist nemirna in sem, hvala Bogu, mi je kaligrafija prišla v življenje in to je bila moj način meditacije. Kako ti je prišla kaligrafija? Zato, ker sem se pravi, tekstil sem študirala, pa je tekstilna branža čisto pač propadla in sem učila matematiko 5 let v srednji šoli in mi je bilo krasno delati z otroci, samo mi sistem ni odgovarjal, ker je bilo preveč birokracije za mene. Ko mi zdaj se pogovarjam z kolegi, ravnatelji, rečejo, koga? Takrat, pred 30 leti, da je bilo preveč birokracije, ne moreš si misliti, kaj je zdaj. Ampak meni je bilo, meni se je zdelo, da moj duh ne bo, moje bistvo ne bo moglo preživelo, če bom bila v tistem. In zato sem šla ven in moja brata sta uredila v Mestnem stolpu, se pravi ta galerijo in sem imela priložnost, da sem lahko tam jo zalaufala in to je bila ideja. Se pravi, bom se ukvarjala z umetnostjo, s lepoto, kar me je privlačilo in zraven bom napisala lepa posvetila. To pa je tisto, kar bom jaz dala. In tu sem rekla, kaj pa je to? Kaligrafija. Sem našla gospoda Zvoneta Potočnika v Slovenski Bistrici, ki mi je predal znanje v 1 uri. To je bila moj uk in potem je rekel, zdaj pa idi raziskovati, me vrgo vodo. Hvala mu večno za ta način. In potem sem raziskovala vse sama in sem se učila in sem samo hodila k njemu, da mi je dal veš tisto, to je verjel, to ni verjel, se prej, da sem se še ob njem naučila kompozicijo, te zlati res, ta pravila, predvsem pa sem bila vržena v vodo in spet je bilo to odlično, ne, se pravi, in potem sem videla, da me vse stiska, potem so se začeli tisti preboji moji, ko nisem mogla do sebe, ko sem predvsem tudi v galeriji sem videla, kaj ne želim. Celi čas je bila moja pot, kaj ne želim. Vedela sem, da hočem nekaj delati z rokami, ročne spretnosti so me, ampak ne želim pa tega. To vsak za sebe ve, kaj če se ne želi, ne? S čim ne rezonira, ne? Tako kot smo rekli, kjer ni v balansu, ne? In jaz mislim, da je bilo to. Zato, ker sem se toliko spraševala. Ker sem postavljala si nenehno vprašanje, potem so odgovori sami našli pot do mene. So menda v univerzum rekli, ok, bomo ji dali, bomo ji odprli ena vrata, ker je toliko vztrajna. In potem, ja, otroci moji so se prej Manca, moja hčera Manca, leta 2001, ona se je rodila leta 2001 in ona mi je praktično odprla ta svet, se pravi, zaradi njiju sem začela študirati biografijo Steinerja, tako bom rekla, antropozofijo, ne. Celo Steinerjevo biografija me je posrkala not, zato ker sem ugotovila, da sem jaz v pozabo moje otroštvo potisnila tako močno, ker očitno se ga nisem želela spomniti, verjetno je bilo toliko takih stvari, ne, ki so bile boleče in potem sem skozi tista vprašanja, ki smo jih takrat na biografiji imeli, je začela spomin buditi. Spomin se mi je začel buditi, wow, to tisto, in si začela zapisovati. In po 23 letih sem še enkrat šla z drugo profesorico, še enkrat šla skozi. In evo, to je bilo, mislim, 2 leti nazaj. In potem sem rekla, ok, to je to. To je toliko močno orodje za mene, toliko mi je pomagalo, se pravi, meni odkriti sebe, temelj in še poveznice,
da to bi rada dala vsem ljudem in zato sem jo kar dala v knjigi kot okvir knjige, ta 7-letna obdobja od 0 do 21, od 21 do 42, tu, ko se izgrajuje fizično pa duševno telo, pa potem, ko pa kao smo zdaj pa odrasli, od 42 do 63, ko nekako začnemo tisto, zakaj smo tukaj, vršiti to naše poslanstvo. In potem sem z Steinerjem tudi je prišlo njegova knjiga Kako doseči spoznanje višjih svetov. In tisto mislim, da sem 7 let študirala, ker mi nič ni bilo jasno od začetka. Pa sem malo študirala, pa tak, pa... in potem, potem pa sem še, njim je bil ta, ok, on je pedagoško zelo močno to razdelal, biodinamično gledovanje, pa to vse skupaj, ampak mene človek zanima predvsem. In ne samo na pedagoškem nivoju, ampak še globlje. In po 7 letih sta v enem tednu prišli obe znani, se pravi, in majevska znanja o merjenju časa, ciklusih časa, in pa oriše, jorubski izraz za energije narave, nevedni del narave. In takrat se mi je odprl taki svet in mislim, od takrat je to vse del mojega življenja in se vse prepleta in ima svoj smisel in meni je prineslo odgovore, ki jih zdaj v svoji globini samo raziskujem, se odpiram in se mi zdi, da je to krasno zavestno življenje, tak notranji mir in strast do življenja oziroma strastno življenje, no, tak. Tu mi je zanimivo, veš kaj, ker jaz na primer nisem nikoli Steinerja študiral. Ja. Niti ga poznal nisem. Ja. Mislim, da mi ga Simon prvi omenil, pa mogoče ti, se ne vem. Ja. Ampak sem skozi življenje v stiku z naravo prišel do istih zaključkov, ne? Zaradi tega, ker meni je tako zanimivo, ena izkušnja mi je tako zelo zanimiva, ne? Ko pravi košček mozaika življenja postaviš na pravo mesto, ne? Se ti vedno en otroški spomin utrne, ne? Ja. Če ga postaviš da res zasveti, ne? Potem se en celi pas otroštva odpre, ne? Ja. In mi je to tako zanimivo, ne? Zaradi tega, ker je več poti, ne? Tako so rekla, kaligrafija, meditacija, motor. Motor se tu sicer nepravilno sliši, ampak v resnici je. Absolutno je. Je tukaj isto, ne? Spet imaš več možnosti. Imaš Steinerja, eni grejo k kakemu guruju, eni grejo meditirati v Indijo, eni obdelujejo svoj vrt. Ne? In obdelovanje vrta pa tudi 1000 različnih. Ne? Lahko ga tako, da vržeš semena, lahko pa tako, da poskušaš, vse pri meni je, poskušam še, ne uspevam še vsako rastlino poznati. Ne? Potem kar nekaj preveč rata, pa kakšno pozabiš, žal umre ali pa zelo slabo rodi. Ne? Ampak, kar je del življenja. Ja. In ta stik z naravo oziroma odgovornost za skrb za tisti košček sveta, ki ti je podaljen v to skrb, ne, je ta, ki je isto odpira, ne, čisto intuitivno. Ne. Jaz mislim, da je toliko poti, kot je ljudi in to ni kliše, to je res. Zaradi tega, ker človek ni samo to fizično, ne, ampak... 100 ljudi, 100 čudi. To, ne, ampak veš, se pravi, mi smo sestavljeni iz 7 generacij prednikov nazaj. Živeli smo že toliko in toliko krat, še bomo. Karakter, osebnosti, temperamenti, toliko raznolikosti v enem človeku. Ja, hvala, da ima vsak svoj ključ znotraj sebe in svojo pot. Mislim, da je moja knjiga samo to, da se da. Da se da. Izkustven tisti, se pravi, napisan, kaže pot skozi zavestno pot skozi življenje, da se da preseči trpljenje, da se da spremeniti odnos do sebe, da se da živeti v harmoniji in miru in iskati ravnovesje. Vedno samo to, ne? Da iščemo ravnovesje znotraj vsakega dneva posebej, vsakega trenutka posebej. To se mi zdi, ta orodja sem jih jaz napisala, ker sem jih tako dobro raziskala. In ker iz tistega, mogoče čisto, jaz rečem, zdaj že govorim, iz egoističnega vzgiba zaradi tega, ker hočem sama sebe zrealizirati. In če bi samo vsak sam sebe zrealiziral, imamo krasno, se pravi, vsak se ukvarja sam s sabo, in s tem vzame lahko drugi tisto, kaj
mu rezonira, tako kot sem rekla na začetku. In če delamo, se ukvarjamo s sabo, potem verjetno iščeš nekaj, ne rabiš se niti izboljševati, samo da to odkriješ, kar je že v tebi, je čudovito, ne? Se pravi, meni se zdi, da je samo pomembno, da se spominjamo, kdo smo, ta božansko bitje, ki je pred mano, to božansko bitje, ki je tukaj, in midva zdaj kot dve božanski bitji izmenjujemo izkustva, ki sva jih do zdaj pač prepoznala, ozavestila. Če nama uspe to, potem se obogatimo en drugega, če ne, je to pač en mimobežno srečanje, spet ugotovimo, kaj nočemo, ne? Ali pa rečemo, to je bilo pa zdaj prijetno, to pa še hočemo ponoviti. Vse za to gre, ne? Vse to imamo vsi. To točko, da se odločimo, to možnost, da se vsaki trenutek odločimo, ali hočemo živeti v strahu, ali v resnici, ali peklo ali rajo. Ne? To imamo vsi, ne? In ne rabiš za to šol, in ne rabiš za to potovati svetove. Jaz pač sem tako šla, ne? Moja izkušnja je, da dobre stvari se zgodijo takrat, ko uspeš zbrati pogum, da premagaš strah, ne? Ja, res je. Ker v strahu se nič ne zgodi, oziroma se zgodi marsikaj, Tako. ampak ne tisto, česar bi si želeli, ne? Ja, strah je odličen, da nam pokaže, kaj trebamo preiti. In ko ga preideš, ga tako več ni. Ampak je pa fajna izkušnja, ko vidiš, da te ne obvladuje. Ne? Takrat vidiš, da se ti razširijo stvari in koliko tega fokusa, nekega časa, ne? Življenja si mu posvečal. A posvečal si ničemu, ker ni materija. Zdaj pa, če gremo v tvoja polja, ko verjetno odkrivaš tisto, kaj je da materija sploh dejansko ni bistveno, pa tako vidimo, da je res to, ko odpreš to polje zavesti, a ni tako? Meni je, jaz se najboljše zdaj počutim, ko imam občutek, da imam vse, istočasno nimam nič. In to mi je to, nevezanost na nič, to mi je perfektno. Ampak ta je težka za človeka, ne? Ja, ampak je že, veš, kak eden to osvoji in suvereno, avtentično o tem govori, že spet ta zavest dobi materijo ali pa ne, oprijemljivost in to je možno doseči, ne? In ne, mogoče je težko, ampak je težko tisto, čemu mi damo preznak, da je težko. Meni bi pa bilo težko iti tako kot večina, v smeri večine, pa iti v množici ali pa iti veš, jaz rada hodim po neobhojenih poteh. To je težko. Ampak meni je lažje, kot pa hoditi tam, ko hodijo vsi, v oni smeri, ko hodijo vsi. Vsakemu je tisto težko, kaj mu je težko. Vsak je reven tistega, česa nima. Ne? Zapisano v knjigi, kot Zapisano afriški v knjigi, pregovor. afriški, evropski pregovor. Jaz lahko rečem res, da so mi Jorube, Ifa, modrosti, to je meni temelj in so prežete in so res tako temeljne, da sem jih zbrala v eni knjigici že prej. Pot do izvora se imenuje in sem jih smiselno sestavila v 10 poglavij, tako veš, od idej, ki jih imamo za svoje življenje, ker vse se z idejo, z vizijo zgodi, ne, pa preko našega orija, ki je naše božanstvo. Meni, jaz ne priznavam drugega kot pa to, da mi sami sebe realiziramo, ne, zato ker potem je tudi tisti naš stvarnik zelo zadovoljen z nami, zaradi tega, ker spoštujemo njegovo kreacijo in sokreiramo. In še moji rečejo, da smo zdaj leta 2012 stopili v obdobje, ko ne rabimo se več učiti iz vzroka in posledice, se pravi, da moramo nekaj trpeti, da smo potem voljni nekaj spremeniti, ampak smo zdaj, ne, se pravi, od 2012 do 2025 je ravno 13. leto teče, ko smo v prvem 13-letni ciklu zaključili, ko se učimo iz tega, da sokreiramo svojo stvarnost. Se pravi, mi se samo moramo odločiti, da smo voljni pustiti trpljenje za sabo in si dovoliti, da vemo, kaj pa je tisto, kar nas osrečuje.
tebe osrečuje motor, mene pa osrečuje to, da me ti pelješ. Ker meni ne bi bilo zanimivo, da bi se ga sama učila voziti. In to je to. In je 2 uri ali pa pač ne, destinacija in imamo spet novo izkustvo. In smo bogatejši za to izkustvo. In to je življenje. Nič drugega, ne? Izkustveno. Meni je bilo tako lepo, veš, zakaj sem jaz tu danes? Ker sem vajen podcast za Simonom poslušala in si ti rekel, jaz ne vem, jaz ko pišem, meni niso pomembno drug, meni je samo lastna izkušnja. In sem ga, to je moj človek. In sem te poklicala in smo takoj, ne, našla, to je to, ni druga, ne? Moja izkušnja, napisati knjigo. Evo, na vid, tak je naredil ilustracije, Iranec, njemu je bila želja priti z svojimi slikami v knjigo eno. Evo, na drugem koncu sveta se mu je resničila, celo evropsko knjigo je prišel, mislim celo, ni za to nekaj, ampak, ne, je imel vizijo in se mu je resničila. Če imamo vizijo, se nam lahko resniči. Jaz bi nekaj bi... Oni čaka gore, da ti bo dal in ti ne more dati, ker te zasuje lahko z vsem, ali pa pač čaka, ne? Te povej, kaj si želiš. Povej. To, o čemer govoriva zdaj, je magija, poimenovano v civilizacijskem svetu, ne? Na drugi strani je znanost. Ne? Ja. Tu v tem polju znanosti je večina ljudi ujeta, ne? Zaradi tega, ker je kot ječa. Ne? Ne? Zdaj, to so sicer blasfemične, heretične besede, ker živimo v znanstvenem svetu in večina ljudi jih sliši kot heretične, ne? Zaradi tega, ker živijo ujeti v polje znanosti. Ne? Medtem ko znanost ni nič drugega kot religija, katerakoli v zgodovini, recimo, ne? Samo pač, da ti prepreči verjeti v magijo. Ne? Zaradi tega, ker zdaj govorim samo o tem, ker praviš, da peljeva ljudi nekam, ne, kam. Ampak zdaj, meni se zdi preprosto, se pravi človek kot takšen, kak je ustrojen, neverjeten, meni se zdi popoln ustroj. Človek, res, pravi. Mislim, ampak človek je majhen proti celemu našemu univerzumu, ki je tudi odlično stroj. In zdaj bi en takšen mali človek rad razložil eno tako božansko stvaritev. No, kaj ni smešno? Ne? Mi nismo tu, da bomo to razlagali, ampak da se čudimo temu, da rečemo, wow, mislim... Okušamo. Ja, da okušamo, izkusimo, se čudimo, obožujemo, se smo hvaležni, to ja. In obenem, se pravi, to je tiste vrste, ne ponižnost, taka ponižnost, kot da smo kleče plazimo, ampak wow, ne, ono začudenje nad stvarstvom, ki je takšno, obenem pa ne smemo biti, mislim, pa smo mi del tega istega stvarstva in moramo biti na sebe ponosni in narediti vsaki trenutek, izkoristiti najboljše, kar lahko. Se pravi, jaz rečem rada, da rada delam stvari na pravi način. Ne? In to se, ne, jaz to sinu rada rečem, ne rabiš imeti slabe vesti zaradi mene, nič. Ne? Ampak samo delaj stvari na pravi način, pa me gleda, ker še tudi to ne vemo, kaj to pomeni, ker tudi, ko so meni rekli, naj delam stvari na pravi način, sem dolgo leta spraševala se, kaj je to pravi način. In pravi način je, da vedno naredim tako, da se ne moram opravičevati, da se bom, ne, ker kaj je opravičilo? Nekaj narediš, pol pa se s pepelom posuješ, pa se opravičeš in kakšen človek potem si, kaj? Jaz želim sama sebe, če ni drugega, sama sebe občudovati do te mere, da rečem, jaz se ne želim opravičevati, jaz hočem narediti stvari na pravi način. Preprosto je. Ne rabimo velikih znanstvenih raziskav. Ne da se enih stvari znanstveno razložiti. Ne. To, kar sem jaz doživela v Nigeriji ali pa z nigerijskimi mojstri, ko so pogledali v mojo usodo, ko so mi dali takšne odgovore, da se več nikoli nisem spraševala, ali sem na pravi poti ali ne. Ko me tisti babalaval, se pravi, sem bila z njim v stiku, ko me je prvič videl, pa bo povedal meni stvari, ki jih jaz nisem poznala.
In sem jih potem od takrat se s tistimi 3 stavki, ki mi jih je izrekel, ukvarjam že 16 leto in jih vedno bolj razumem. To je meni pojem pojmov. To je meni nepojmljivo, zdaj pa mi ne en znanstvenik to razloži ali pa meni reče, da je to treba dokazati, ker nisem jaz dokaz sama. Ne svetu, ampak sebi. Jaz grem po svoji poti, jaz sem povezana s svojimi odgovori in ne gledam televizije, ne poslušam radia, se pravi zunanjih stvari ni, ampak poslušam svoj kanal, ne? To mrežo, ki jo imam. In to je neskončno informacij in neskončno možnosti in povezav in možnosti za razvoj in za napredek. Ki se še te imam časa s čim drugim ukvarjati, če pa mi je to moje lastno življenje toliko zanimivo. Ne? Ko tudi čas ni več omejitev, ne? Ko je čas življenja. Ja, zato ker živim s tem, Maji so povedali, kdor poseduje tvoj čas, poseduje tvoje življenje. Ne? In ko sem jaz to slišala pred 16 leti prvič, sem potem, to me je res osvojilo in potem sem začela to raziskovati, ta znanja in sem razumela, da se pravi ta sistem 13-20 je popolnoma naraven sistem. Se pravi 28 dni v luni, 13 lun, dobiš en sončev obhod in eno leto, ki se pravi celo leto, plus en dan, ki ne pripada niti prejšnjemu, niti novemu letu, se imenuje pri njih zeleni dan, dan praznovanja, dan slavljenja, dan, ko odpišemo stare dolgove, ne? Davki so se včasih na ta dan odpisali in si s praznim nahrbtnikom šel v novi cikl. Zato, ker čas ni linearno od življenja, od rojstva do smrti, ampak je cikličen. Življenja, že to življenje, ki ima tudi posamezne cikle in še življenje za naprej. Mi smo v enem konstantnem toku. In ko veš, da ni smrti, ker je ni, ne? Ker smo mi, ne? Pač duhovna bitja, je potem to toliko obremenitev odpade, ne? Toliko nekih brig in toliko nekih stvari, ki so kradljivci časa, ne? Se pravi, ta tehnološki čas, merjen z urami in minutami, je en taki kradljivec časa, ne? Naredili so to zanimivo, ne? 500 let, malo manj kot 500 let nazaj, ne? Da so to 13. luno, ki meri 28 dni, razdelili med ostalih 12 mesecev. In potem so dobili nepravilne mesece, plus 13. sveto število so proglasili za, za kako že, kako so rekli, 13 je prekleto število, kaj, ne? Gregorijanski koledar, ne? Ja, tako. In kaj pa je 13? 13 imamo zglobov v človeškem telesu. 2, 4, 6, 8, 10, 12 in pa tale, ki nas povezuje. In ko se cerkev postavi med posameznika človeka in med božanstvo, nimamo več dostopa do svoje vsi. Tako preprosto. In zdaj imamo vsi možnost, da preidemo nazaj. Ampak, tako kot si prej omenil, to je težko. Razmišljati je težko. Lažje je štrkati, lažje je, ne, uživati na plaži s čevavo na straži. Ampak vsakemu je, tako kako smo že prej rekla, nekaj drugega težko. Meni bi bilo težko ne svojega življenja kreirati in biti, se pravi, da meni nekdo drugi govori, kaj moram delati. Jaz sem rada sama odgovorna za svoje napake in sem rada sama odgovorna za svoje uspehe. Tak. Se zato znanost kot religija, isti strasti. Ampak se vseeno, ne? Mislim, zato ker vidim, da lahko vse ugotoviš popolnoma mimo znanosti, ne? Ja. Ker pač mi se zanašamo na Google, pa na AI, pa ne vem kaj. Jaz si povem, zanimivo je, ker spet ista izkušnja, ne? Prehoda na lunin koledar, ne? Ampak nezavedno, v stiku z naravo.
Ker takrat živiš z dnevom, ne? Ko te sonce zbudi, greš gor, ja. rasteš, živali te opominjajo Pa na ja. to, kdaj je, kateri je čas v dnevu, mislim čas v dnevu, kdaj je čas za jesti, kdaj je Tako. čas za se umiriti in podobne stvari. Ne? In Tako. tudi, ko jih gledaš, pa vse ležijo v vročini, ne? Veš, da moraš Uči se od njih, točno zaradi to. tega, ker če bom zdaj šel na sonce nekaj lopatati, ne? Kar tudi storim, kdaj pa kdaj, zaradi tega, ker me zanese, ker pač vsi smo takšni. Ne? Ampak pa pogledaš živali, pa si misliš, pa se vsedeš. Ne? In to opazovanje, ne? Če opazuješ svoj svet, je itak se tudi to si Živi zapisala z v njim. knjigi, itak ti vse pove. Ne? Ja. Vse ti pokaže, vsa znamenja so tukaj, vedno ti da potrditev ali zavrnitev. Zavrnitve ti nikoli ne da, vedno ti da povrnitev, potrditev v bistvu. Ne? Nastaviti ogledalo. Meni je tako, jaz sem prišla do tega, se pravi, sinhronarja 28 dni v 13 lunah, ker so jih Maj oziroma ta Jorge Arguelles jih se pravi povzeli in naredili poveznico med gregorijanskim in tem majanskim koledarjem. Ampak to je zdaj eno tako krasno orodje, samo te male slikce in pečati in toni. Ampak drugače so pa naši predniki tako živeli. Oni so imeli 28-dnevni ne koledar, ampak imeli so takšno, se preživeli so po lunjenih ciklih. In to je to. To je naravno. To ni zdaj, da smo mi nekaj prinesli od drugod, iz druge celine. Zato, ker bistvo je tako in tako enako. Vse posod. Ti pokažem nekaj zanimivega. To je del moje trilogije, tretji del je to. Ne? Okay. Ampak v prvi, mislim, v vseh treh knjigah je, niti nisem takrat vedel, zakaj točno. Ampak ti pokažem, ker ko sem tvojo knjigo bral, sem videl, kako zanimivo na ključu. Wow, ful dobro. Kaj? 8. poglavje 8. Ne? Yes. Pa takrat nisem vedel, zakaj. Ne? Samo mi je nekaj sporočilo to. Noro. 18. poglavje 18. Ne? Zanimivo, Bravo. ne? Vidiš, to je... Vidiš, in Ja, potem... in nula, ne? To je to njihovo. Pa nisi poznal tonov. Vidiš, spotegnil si jih dol. Evo, to je to. To je bilo njihovo. Se pravi, s pikicami in s črticami so številčile. Ne? In je bilo, mislim, matematiki so bili odlični, matematiki in astronomi. Ne? Astrologijo so obvladali v nulo in matematiko. In je to res en taki krasen sistem. Jaz to poučujem v delavnici 13-urni in se naučiš te abecede, pečatov in tonov. In potem samo, to je igra vprašanj in odgovorov. In pol samo gledaš to in se ti lepo razvija intuicija. Prvo sploh nisem vedela, meni je bilo samo zanimivo. Jaz sem samo vedela, nekaj me je potegnilo. Seveda zdaj vem, da sem prišla to predati in moram dati to, se pravi, v knjigo dala in moram dati na angleški in nemški trg zaradi tega, ker si videl tudi na koncu, da je pomembno zaradi tega, da ta nacizem razpremo in ta teža, ki je na nekih narodih, ker jaz govorim, zdaj, kako se enostavno da vojne znebiti. Ne? Samo rešimo vojne znotraj sebe, pomirimo vojne znotraj sebe in nobeden več ni pripravljen na vojne sveta, vojne ozunaj. Ko enkrat imaš mir v sebi, ne bo šel vojskovati. In smo rešili. Ampak do tega priti je pripeljati sebe do te težnje, da boš zaključil, da boš se ukvarjal mogoče prvo enih 15-20 let svojo vojno, notranjo, je težje, kot pa iti tam pa biti na bojiščih sveta. Škoda, ne? Ampak tako je. Ja. In dokler bo tak, vojne tak in tak bojo. Ko pa jim vzamemo fokus, pa jih ni. V mojem svetu ni vojne. Ker se izognem. Pride, vsak dan pride. Vedno bi se rad kdo bojeval. Ampak moja odločitev je tista, da se jaz ne bojujem. Torej imam možnost, da jo zaobidem. In to ne pomeni, da nisem empatična. To samo pomeni, da imam rada sebe. Ker imam dovolj vojn, ker sem se enega hipa odločila. Izkustveno, ne? Moji starši so bili, moj oče je bil prva, druga svetovna vojna. Se pravi, jaz nisem vojne rodila se, ampak sem bila prežeta z vojnami. Ker to tako dolgo traja. In zdaj, bolj koliko časa mora biti človek v miru, pa koliko generacij mora biti v miru sam sebi, da bojo spet naši
ene generacije lahko prišle do miru tega, kar vibracijo mi dva, jaz čutim, da smo mi dva v vibraciji miru. Ampak okoli nas, tam zunaj, pa v svetu pa so razni boji. Se pravi, paralelno imamo paralelne dimenzije že zdaj. Vsak lahko se odloči, kje želi živeti. Ni samo odločitev, res je, ampak je pot do tja, ne? Priti moramo do tja, ne? Vsak dan, tako kot praviš, ne? Vsak dan znova. Vsak trenutek. Vsak trenutek znova. Ker moja izkušnja je taka, se vidiš, jaz tudi rad predajam. Ja, Imam ja. knjige, delam podcast, snemam, delam prireditve, predstave. Ne? Ampak moja trenutna izkušnja je veš kakšna, da po mojem ni ničesar treba predajati nikomur, zaradi tega, ker edine vojne, ki jih je treba ne odbojevati, ampak jih nehati bojevati, so znotraj nas. Ne? Tako. In moje trenutno, ne bom temu rekel prepričanje, ker je prepričanje napačna beseda, ne? Ampak občutenje je, ne? Da še nisem odvojeval svojih vojn, ne? Ker če bi jih, potem vojn ne bi bilo, ne? Zaradi tega, ker po mojej izkušnji ne obstaja nič drugega kot notranji svet. Ne? Zunanji svet je iluzija. Ne? In dokler so vojne v iluziji, so tudi v meni. Ne? Ampak itak so del naše kolektivne zavesti, pa mitološke zgodovine, pa kaj jaz vem česa. Ne? Ampak mi je uvod malo daljši. Ja. Mi je zanimivo, veš, zaradi tega, ker Animus je bila trilogija, v kateri se dosti bitk dogaja. Okay. Zapišem novo knjigo, ne? V kateri poskušam vse narediti, da ne bi do bitke prišlo. Ful je težko, skozi hoče priti do bitke. Ne? V vsakem trenutku se hoče bitka začeti, ne? In je treba ogromno, ker mravljinci mi grejo, ko se spomnim, koliko moči je treba zbrati, ne? In energije in svetlobe, da se ne greš boriti. Ne? Ampak ker je to edini način, ne? Ker vsaka borba, nasilje, rojeva nasilje, smo že 100.000krat slišali, pa še kljub temu hočemo z nasiljem iti v nekaj. Ne? Najboljše, ker še z meditacijo v začetku gremo z nasiljem. Dobro. Veš, ne? Kako dobro, kak dobro si to povedal. Kako super. In ti povem, zdaj vidim, da je pomembno. Veš, kako mi je zanimivo, ti si mi povedal ene stvari, ki jih jaz nisem vedel, zakaj sem jih postavljal na določen način. Ne? 3 knjige so one. Ja. Zagotovo lahko uganeš, koliko poglavij ima vsaka. Uganeš? 20 ali pa 13? 21. 21, bravo. 21. Bravo, bravo. Zaradi tega, ker zajema vsa obdobja. Vsa obdobja, se pravi. Ja, zdaj vem, 21, čeprav Steinerja sploh poznal 27, nisem v tistem času. Ne? Super. Ampak ravno ustvarjanje mi je zanimivo, ker je res to, ker ustvarjanje ni pisanje knjige, ustvarjanje svojega življenja, ne, slike. To, kaj si opisal, se pravi, ti skozi pisanje vojskuješ tvoje notranje boje. Prečudovito in jih pomirjaš in jih spoznavaš in mojstriš svojega bojevnika. In se lahko vračaš k njim, kar je najbolj dragoceno. Noro, prepoznavaš, vidiš, kje si bil, koliko strategijo, mislim, vsaj smo, to so pa spet oriše, ne? Koliko različnih energij v sebi. Enkrat si, vse tako kot v delu dneva, enkrat moraš biti bojevnik, enkrat moraš biti zapeljiv, enkrat moraš biti, tako kot si rekel, kopaš po zemlji, ne? Za preživetje, enkrat si greš na visoko goro in imaš širšo perspektivo, enkrat greš v morje in se objameš z blagostanjem in si objet kot v materinem objemu, toliko različnih energij in toliko različnih vlog v vsakem izmed nas, v vsakem trenutku dneva. Vse je od nas. Ne? Recimo pri meni, jaz sem samo videla, maji imajo strukturo, to je za tiste, ki so v umu, ki rabijo strukturo, so idealni, zato ker je matematika, to je odlično orodje za tiste. Oriše so pa, oriše pa so čist polje neskončnih možnosti in vse v nas. Oriše so samo izraz energije narave, ne, ori in oriše. In metoda Žunca poznaš? Si slišal že zanj? On je pa spregledana slovenščina knjiga napisal. Zasledil sem ga v tvoji knjigi, poznam ga pa ne. On je pa slovenščina, slovenski jezik. Veš, kak smo bogat narod, veš, kak imamo bogat jezik, ki je poleg sanskrta najstarejših jezikov in nas uči. In če ga uporabljamo, in tam je
ne, univerzalni red. In v Jorubah je ori, bistvo naše, vse se povezuje, ne. In o olu govorimo notri, ne, ol, sveta pijača, ne, in ola, ne, energija, ki je energija duhovnega bogatstva, se pravi nemerljivega z ničem, ne. Prosto za nekoga, ki je na poti maj začetek, oriš je pa konec, konec dela iste poti, ne, ampak struktura, zato da znaš strukturo spustiti, ne, itak je vedno v ravnovesju. Ker jaz pa ne vidim časa, nekako se mi dozdeva, da je ves obstoj spirala, ne, ampak zato, ker sem pač to spiralo videl. Je res, in tako je. Življenje, čas, ne, Ja. pa po mojem, zato, ker smo rekli, da obstaja in smo ga postavili v premico, ne, imamo napačno mnenje o njemu, ne. Spirala je, Časa, tako si rekel. časa sploh ni, ne. Ja. Vse obstaja hkrati na celotni spirali, že, in se po tej spirali samo spuščamo in lahko opazujemo in okušamo, dokler se ne spustimo do izhoda, ne. Meni je krasen sistem, zato ker vidiš tale Solkin, tudi tukaj je Se mi ol. Si videl? zelo na prvi pogled zakomplicirano. Čist, ampak sploh ni. Poglej, ampak tudi tukaj v Colkinu je ol. Tako kot smo na vseh selinah. Oni točno vejo. In poglej, kako grejo, ne? Se pravi, tile zelena, not ven. In imaš spiritualno DNK. Je zapis, veš, in se gibljamo skozi čas. In potem, ko se z intuicijo gibamo skozi čas, oziroma z zavestjo, bom rekla, ko smo zavestni v trenutku, vsaki dan ima svojo energijo, svoj pečat. In jaz ti lahko povem, danes je energija belega maga, ko premagamo izziv, da smo v trenutku, lahko prijemo do svojih potencialov. Danes je dan belega maga? Ja. Pač v Colkinu, ne vem. To mi je zanimivo, iz enega daljnega zadaj nekje razloga. Ja. Ne? Zanimivo je to, da si ti imaš danes popolnoma novi imidž. To res je. Kot pa tisto, ko sem te videla tam na onem podcastu in te je nekaj pritegnilo. Veš, kaj je bilo? Kaj te je to, da si šel v to, da si spremenil imidž ravno? Košček v mozaiku. Ker skoraj da ne vidim več, da karkoli drugega počenjam, kot to sliko, te koščke za mozaik dajem. Isto. Vsak trenutek zbudim se in zavestno vem, tukaj je in vidim, in nič ni več scenarija, ampak življenje prinaša scenarij, vsak korak naslednji prinaša novo smer, novo pot, novo veliko področje. In vem, da mi kaligrafija samo pomaga pri tem, da znam držati fokus. Toliko časa, koliko ga rabim na tistem in potem se nekaj odpre in potem se spet novi svet odpre in ja. Smo nove stvari, veš, zaradi tega, ker dosti tam pri sebi prklam okoli na svojem griču, ker imamo mi tudi svoj grič, ki se mu reče Ciringa, ima ime. Ciringa, ja. Tako zabavno ime, čarovniško Ciringa, ne. Ker tisti, ki je v Ciringi, je Ciringijan, to pa se skoraj bolj čarovniško ne more slišati. Pa še jaz sem Jan. Ja, pa tako je. Pa se to delamo vsi. Jaz sem si tudi dala gričo, pa čar griča, pa Samo grič. naš ima ime, mi smo prišli v Ciringi. Ja, vi ste prišli, jaz sem si sama dala ime. Podarjena, ja. Ja. In tam neke stvari delam, jaz sem komaj 3 leta dobra tam, ne. Jaz sem pred tem živel vedno v mestih, ne. In živel precej drugačno življenje, pa potem preko izkušenj, vidim, da samo tja še lahko grem, ne. In zdaj sem ravno delal ograjo, recimo, ne. In koliko fokusa in strategije je pomembne, ker mi imamo padec in smo tudi beton naredili padec, tako da se moramo ograjo delati, da potem, ko pogledaš, da so v ravni vrsti stebri, ne, je verjetno zelo podobno spet kaligrafiji, ne. Tu vidimo, da ves čas imamo orodja, ker se ljudje dostikrat radi sprašujemo, pa če nimamo orodij za duhovni razvoj, pa nimamo tega, pa nimamo onega, pa ono nam manjka, pa rabi bi več denarja, pa ne vem, ne. Ne, samo vsako stvar, ki se lotimo, jo moramo delati res s tem, da imamo radi, da res radi počnemo tisto stvar, ne. Posvečeno. Ker potem bo tista stvar dala nam to, kar želimo od nje, ne. Res je. Zdaj sem čisto odšla od knjige. Pa tudi, veš kaj, sploh se ne poznamo, ti si čisto enega drugega sveta, pa iste stvari govorimo. To je to. Jaz sem opazila, da na različnih koncih sveta, različnih kontinentih, ko stopiš na pot zavesti, je to isti jezik.
In res ni pomembno, kakšno je orodje, ampak pomembno, da je možno do tega priti. In to je glavno To je sporočilo sporočilo. te knjige in najnega pogovora, zaradi tega, ker poti ne moreš nikomur povedati. Nikomur ne moreš povedati. Ker pot v neznano je lahko samo, če sam odkrivaš to pot. Ne? In edino pot v neznano. Meni je tako zanimivo, da ljudje včasih se počutimo tako majhne, pa tako brezvezne proti vesolju. Ne? Pa mogoče smo. Ampak, ko pa zvečer pogledaš v nebo, pa vidiš zvezde, pa se zamišljaš, da je na enem ogromnem bitju, ki mu je ime Zemlja, letiš skozi vesolje v neznano. Kako se lahko počutiš brezveznega? Ne? Mislim, mogoče je megalomansko ali karkoli, ampak če pa se to veličastno, ne? Veličastno je pravi izraz, megalomansko je tisti, ki hoče to okrniti, pa malo zmanjšati to izkušnjo. Ne? In to je meni zanimivo, ker to izkušnjo sem prvič doživel v Maroku pri 33. Ne? Takrat sem prvič, malo sem bil v slabem psihofizičnem stanju, blodil po Maroku, malo po puščavi, sam, skoraj ostal brez vode. In prišel do enega trenutka, ko je začel svet okoli mene razpadati, oziroma izginjati, oziroma postati vse vedno bolj kot blur, vse isto. Ne? In je bil takrat, nisem prepričan, mogoče sem imel kakšen manjši glimpse, ampak takrat sem prvič zares začutil, da je materialna iluzija. Ne? Dolga leta sem potem rabil, da sem sploh vedel, kaj si naj s tem začnem. Pomembno zdaj, ne? Ampak je bila pa zanimiva izkušnja. Ne? In je bila tudi v Afriki na poti k izvoru. Ja. Zaradi tega, ker tudi znanost pravi isto, kje je naš izvor. Samo pač ga fizično locira. In pa duhovno, ampak fizično, duhovno nima nobene razlike, ne? Tako da je smer vedno ista. Ne? Najprej greš tja, zato da prideš sem. Kot, ne vem, Alkimist je meni ljuba knjiga od Coelha, je greš tja, da prideš sem. Vedno. In vse človeške zgodbe se mi zdi, da govorijo to isto zgodbo. Tako. Ne? Moraš biti v osi, da greš iz osi po obodu, da se s to potjo obodu, se pravi, ko greš po obodu svojega poti ali karkoli, se obogatiš. Z izkustvom se obogatiš in potem si v sebi čist na isti točki, kot si bil prej, ampak čist drugačen. Ampak to mi je zanimivo, ko si rekla, da smo iz različnih svetov, ne? Ja. Ne bi rekel, iz istega sveta, ampak v tem svetu je ful dimenzij, ne, ki so kot ene plasti, ne. Samo mi dva smo iz zelo podobne dimenzije, če ne celo iste. Ne. Ta je zelo slabo poseljena, pa imaš pa ene dimenzije, v katerih je ful gužva. Ne. Pa imaš spet ene dimenzije, v katerih je manjša gužva, samo so na drugi strani polarnosti. Saj res, ker drugače ne bi teklo, ne. Drugače ne teče, drugače se zatika, ne. Ne vem, meni se zdi, da je ta intimna, avtentična, duhovna zgodba, ki sem jo tukaj dala in predstavila te 4 stebre, samo en taki, kot en taki kažipot skozi zavestno življenje. Pokazatelj, da je to pot možno hoditi in teme, ki pa jih midva odpiramo, pa so po mojem samo pokazatelj, zakaj je vredno po njej hoditi. Ne? Se pravi, da je ta lahkotnost v trenutku, ki vem, da sem jo jaz toliko let iskala, pa je nisem razumela, pa vedno, ko sem prečitala, me je tako malo stisnilo dol, ko sem kje druge prečitala, ne? Kakšnega mojstra, ki sem v knjigi prečitala, o čem to bluzi. Zdaj pa lahko tudi jaz, ne? In ni ideja v tem, da bi kogarkoli, tako kot si rekel, učili ali popravljali, ampak samo pokažemo, da smo vsi že popolni in da se samo začnemo spominjati, ne? Da se odpremo spominu znotraj sebe, kaj imamo počasi, na kaki način, mogoče sigurno ta najin pogovor zdaj dostim da zagon in reče, ne, in pogum in mogoče zmotivira, da zaupa bolj svojim glasovom notranjim, pa svojim pomislekom in svojim se sestavljajo kakšne zgodbice, ne, slike, utrinki, tako kot si ti rekel, ne. Si gledal mojo in si pol rekel, wow, jaz sem to našel, zdaj pa vidim zakaj, ne, se pravi majevsko štetje. In to je to, zato smo tako dragoceni ljudje. Jaz obožujem ljudi, pa vsi
zdaj zelo dosti ljudi reče, da niso ljudje okej, ne? Da smo skrenili s poti. Jaz pa mislim, da zdaj smo šele prav začeli se buditi in vidimo vse plati in to je pogoj. Se pravi, ti lahko priješ do sebe samo, če začutiš, če vidiš, kaj je v tebi dobrega in kaj je tudi slabega, da se odločiš. To bom gojil, to bom razvijal in tega ne bom. To bom skultiviral, ne? Da me ne bo obvladovalo in na ta način lahko potem prihajaš do sebe. To mi je zanimivo. Zanimivo mi je to, da nisem spremljal po knjigi, vidim, smo se po knjigi pogovarjali, tako da se štima. Super. Tu bili pri 20 človekovih karakteristikah, ki jih nosimo v sebi in nas vodijo skozi spiralo življenja, se meni trnilo. Napisal sem samo veš, samo kar izkusiš, ampak v glavi sem dodal, izkusiš samo kar veš, zato je domišljija polje, ker lahko spoznavaš, ne? Ker v vedenju ni spoznavanja. Ne? Besede naučijo, samo ideje. To se mi je tu zraven trnilo, pa mi ti povej svoje, ker pač smo v tvoji knjigi. Sigurno je to. Samo izkušnja šteje. In teh 20 pečatov, če jih lahko pokažeš, je dejansko so človeške karakteristike. Dejansko za to gre. Ker mi smo, ne moremo reči, da nas ne obvladuje. Ne? Se pravi, gremo skozi ta proces, ne? Ampak hočemo in zato je fajn, da mu damo nalogo. In teh 20 pečatov, ne vem, če jih lahko pokažeš mogoče, je rdeči, beli, plavi, rumeni in je fajn sistem. Je navajen na sistem in ga na ta način prelisičimo. Naj se on ukvarja, ampak ko se on ukvarja s tem, mi nekaj dobimo. Naša čustva lahko rezonirajo, naša duša lahko rezonira, duh lahko smo mehkejši, ker zmedemo s tem in ni poglavar. In takrat lahko se te sinergije začnejo dogajati. In takrat lahko se razvijajo. Zato, ker tudi v teh majih so recimo maji pa jorube prepleteni, ker jorube imajo 4-dnevni teden. Se pravi, rdeča, bela, rumena, rdeča, bela, modra, rumena. Oni imajo 4-dnevni teden. Se pravi, najprej greš v akcijo, nekaj si zamisliš, nekaj boš novega ustvaril. Potem druga, bela, razmisliš o tem, kaj boš, kako se boš lotil stvari, kaj od tega boš uporabil. Potem modra, akcija. Greš v akcijo, narediš, ustvariš in potem rumena. Opazuješ sadove svojega dela, občuduješ, se veseliš, praznuješ in to je cikl. Potem pa rečeš, zdaj pa grem to. In greš v novo akcijo in novi cikl. Mi pa smo pozabili ta cikl, mi pa smo ali samo vedno nove informacije, kar bi nas rdeča učila, kar bi nas belo, ali samo razmišljamo in smo samo v polju idej in ne gremo potem nikam dalje, da bi tisto razvili, ali smo v modrem in samo delamo ko hrčki, delamo in premalo si kot rumeni vzamemo časa za umiriti se, za vstaviti se, za narediti rezime, za praznovati, za izmenjati energijo, za slaviti. In to je spet en taki krasen primer balansa. Tu moramo zdaj paziti, da ne izgubimo pozornosti poslušalcev, zaradi tega, ker sem slišal, da je naš pripravnik Klemen enkrat vzdihnil že. Okej, ja, greva dalje. Pa se hitro odzovemo, zato preidemo na to, da zbudimo spet njihovo pozornost. Spolnost. Tako, najbolj kreativna energija in obenem najbolj zlorabljena na zemeljski obli. Pa gremo globje, ker zdaj smo že pozornost zbudila, ker ko rečeš beseda spolnost, če bi rekel seks, bi še bolj zbudil. Ja. Samo sem bil fin, pa sem rekel spolnost. Zato sem zdaj dodal še seks, zdaj pa greva na seks. V glavnem, da še samo povem za intermezzo, tako je to, jaz sem plesati smo hodili in bilo je to zvečer in potem po plesu smo šli na pijačo.
In ponavadi so se začeli ali o politiki, ali o onih, veš, on je to rekel, oni to. In jaz sem zaspala takrat. In potem, če so me še ujeli, so rekli, da hitro se gremo v sekso, meni, da nam ne bo Natalija zaspala. No, vidiš, evo. Tako da, kaj je še boljšega? Veš, kako imam jaz teorijo? Eno malo obdobje življenja sem imela srečo, da sem lahko to tudi živela. Se pravi, jaz sem videla, da je to res čudovito zbuditi se zjutraj, ne z uro, ampak z ptičkami. Takrat petelina sem celo malo največkrat prehitela in se ljubiti. In na ta način dan začeti. Počastiti zemljo. Zato, ker ženska maternica je avtomatsko svetišče. Ženska je svetišče. Jurube bi rekli temu energije mater univerzuma. Mati, naša mati univerzuma, tudi je svetišče, je živ organizem. In s tem, ko se ljubimo, to je obred ljubljenja, obred počastitve matere zemlje. Se pravi, smo tukaj z namenom, zato, da bomo se spravili v nov dan, da bomo kreirali. In potem gremo po opravkih. In potem gremo na radostni, prepucamo si. Ženska definitivno rabi orgazem zato, da sprosti ženska zelo močno ji te možganske vijuge non-stop šibajo na vse strani, vi ste lahko moški, ste lahko bolj fokusirani na eno stvar. In rabimo ta orgazem, da sprostimo to. Da lahko potem oddelamo vse, kar imamo in da lahko tudi imamo ideje, da lahko smo v tem duhovnem svetu, ker mi imamo neposredno povezavo z duhovnim, da lahko kanaliziramo, da lahko gremo z lahkotnostjo in z mehkobo, da ne rabimo biti obremenjeni s tistim, ali preživetvenim ali karkoli. In moški grejo po svojih opravkih. Tisto, kar da se počutijo moški, se pravi, da sami sebi dajo vrednost skozi vsakodnevna opravila in tudi, da poskrbijo za družino ali za dom ali za ognjišče. In potem večer, a ni lepo, ko se spet srečata, moški in ženska, in si lahko izmenjata neke dogodke in tak potem je najlepše zaspati v objemu in se ljubiti, zato ker potem pač odložiš tisto vse in lepše zaspiš, da lahko potem novi dan začneš z. In nekateri pravijo, da bi si dali vse za to. Jaz sem imela možnost pol leta tako živeti. In sem, nikoli ni grič tak cvetel kot takrat. Videlo se je na griču, videlo se je na rastlinah, videlo se je na drevesih, vse je buhtelo. Se pravi, to pomeni, da je enostavno zemlja, mati, narava bila zadovoljna. Vse energija smo. Meni, da že omenila. Če smo že omenila, ampak vse energija. In če je seva prava energija, katere mogoče eden od vrhunskih izrazov je zagotovo spolnost. Ima pa jih še cel kup. Samo sijanje. Bolj kot, ne bom rekel uspeš sijati, ker ta uspeš ni prava stvar. Bolj kot siješ, zakaj toliko na vlake dajemo včasih med besede, bolj kot siješ, bolj siješ, bolj si viden v tistem velikem univerzumu in on začne rezonirati s tabo. Tako je. Samo to, tako je luštno preprosto. In ni problem, in dajmo, mislim, jaz zdaj pač ne morem reči, da je samo moško-ženski odnos tisti, ki imamo jih dosti. Lahko, mislim, ženska in spolnost, to ni izključujoče, se pravi, najlepši odnose, mislim, se pravi, ali pa ne vem, kdaj vmes, v glavnem, moja izkušnja, recimo, ko sem se ljubila z zvokom, se pravi, sama sabo, ampak z zvokom. Metod Žunec je napisal knjigo. Vsaki glas, A, B, C, vsako črko je, ker on je tudi v tej skupini Eroika pel, veš. Ne, trio Eroika, veš. On je tisti dečki, lepi tri, ali kak. In on je glasbenik tudi, polje se števili ukvarjal. In
vsaka beseda, vsaka črka ima svoj zven in bolj sem jih jaz pela. In to je, ko to gre skozi telo, ta zvok, to je šele orgazmično, kako je to dobro, kako te to napolni in je čisto isto ekvivalentno, zato ker potem znajo kjeri meni reči, ne, pa me kaj malo provocirati, okay? Ampak nima veze, ne rabi to, mislim, težko najdeš moškega zdaj, ki je toliko postavljen, da bi jaz izmenjevala z njim energijo. Ampak ja, mislim, dokler sem v telesu, moram skrbeti za telo in za svoje telo najlepše tako skrbim, da je pretočno in skozi spolno energijo, pretočno, se pravi, da se dvigne kundalini, da se najlažje regenerira, ne vem, odpre, sprosti. Jaz se v glavnem počutim zelo ustvarjalno. Ja. Se je dejanje kreacije, ne? Ja. Kakorkoli vzameš. Ja. Meni je zanimivo, ker si kundalini omenila, ne? Pred leti hodil na eno skupino, kjer smo delali ene vaje, ki kao vzbujajo kundalini. Ne? Ja. In jaz sem te 3 mesece, lahko smo to delali, v spominu kot težko borbo. Ne? Samo tresenje in borbo in tresenje in borbo in tresenje. In nisem sploh imel pojma, kaj je kundalini po teh 3 mesecih. Ne? Zdaj pa samo pač stojim pri sebi, pomanjkljivo oblečen, ponavadi zdaj, ko je poletje, ne? Pa samo en gib narediš, pa malo nekje medenico premakneš, pa začutiš samo kak brizgine energije iz kundalinija skozi te, ne, vate. Ne. Ja, in zato je tako zanimivo, ne, ko poskušamo skozi fajtati, pa tisto pozabiš, spustiš, pa se to zgodi. Zato jaz dostikrat si rečem, ker pač dosti stvari uporabljam pri delu, ne, od kulice do macole. Ne. Tako. Te pa pač vseeno nisem dovolj prisoten, da bi vedno vedel, kje je vsakšna, zaradi to, ker jo odložim na tisto mesto kamere, naj ne bi odložil. To že vem, ampak se še zmotim. Ne. Pa odložim na okensko polico, ne vem, šalfenciger. Ampak zdaj prišel do tega, da kadar prijem, da nekaj začnem iskati, ne, potem tistega ne rabim. Ne. Ja. In grem početi nekaj drugega. Zaradi tega, ker drugače pol dneva zgubim v iskanju stvari. Ne. In tudi velik del življenja, ampak se mi zdi, da ta proces je pomemben, ta proces iskanja, zato da potem vzpostaviš to vez, ki ti servira odgovore, ampak seveda, ko poznaš vprašanja. Ne. Ti imaš na voljo vse odgovore, samo nimaš pa še na voljo vseh vprašanj. Ne. Zato sem tu nekje si pri tebi, zdaj že mislim, da smo mimo zapisal, da šele ko prideš do tega prvega spoznanja, se začne pravo delo, nekaj tega začneš duha spoznavati, da zdaj si spoznal telo, ne? Duha, pa smo spet nekje pri Steinerjih, onih stebrih, se mi zdi, če se ne motim, ne? Ampak spet čisto iz izkušnje, ne? Ko imaš nekako telo postavljeno, ko prideš skozi neko transformacijo, ko poznaš svoje telo, ko veš, kako deluje, ko veš, zakaj deluje, ne? Ko veš, ko lahko greš skozi vsako to, ko se naredi, ko imaš kot nekaj hladnega, kako se že temu reče, te pikice. Ja, te pikice, ne. Ko lahko sprožiš te pikice na kateri konec telesa, ne, zaradi tega, ker poznaš, kateri živčni končiči do tja vodijo, ne. Potem greš pa na duha, ne. Nekako čisto avtomatsko, saj si ga že tu spoznaval, ne. In potem pride spoznavanje duha. Ja, Steiner je to tako frajersko nam utemeljil, da vidimo, da nič ne rabimo, da nič ne zamudimo. Ne? Tisto, kar se je v prvem stebru gradilo, od 0 do 21, potem v drugem stebru, od 21 do 42, imamo ponovno tisto, kar smo tukaj zamudili, imamo ponovno lepo kaj je to, horizontala, ne? Nadomestiti. In če do 42. leta nismo nič delali, imamo pa ali pa pač, ne, imamo pa v tretjem obdobju. Se pravi, cel čas imamo čas stvari ozaveščati. Mi smo tu zato, da bi bili zavestna bitja. In jaz sem to odkrila in tudi fizično sem recimo napisala to rdečo nit sem našla v generaciji z mojo mamo, z mano in z mojo hčero. In sem videla, da se zaplet dogaja pri istih letih, skozi življenja. Se pravi, pri 18 letih, 23 letih, pa mislim, da tam 54, se je njej dogajalo, caka, moji mami. Takrat jaz nisem bila še zavestna. In potem jaz, ko sem, mislim, kako bi rekla, ko sem jaz sebe živela
sem ugotovila, pa ne, ko sem še živela, še to je ena stvar. Ko živimo, ne vemo, mi z umom našim ne moremo vedeti, kaj. Mi šele, ko gledamo nazaj, lahko ozavestimo, kaj je naša pot. In ko gledamo nazaj, lahko vidimo, wow, zakaj smo neke poti, neke korake mogli narediti in jim damo smisel, ali pa, če se s tem ne ukvarjamo, pač je šlo naše življenje nezavedno mimo. Ne? Ampak meni je bilo zanimivo, ker sem si zadala. Ko je moja mama umrla, sem si zadala, da moji otroci ne bojo tako trpeli, kot sem jaz. To je bila moja zavestna odločitev in jaz sem to tako peljala. In potem verjetno vso ta orodja so prišla zato, da bi jaz prišla do teh odgovorov, da bi imela dovolj orodij, da bi lahko to tako prepeljala. In ko sem potem ozavestila to, se pravi, to rdečo nit našla, se pravi, mami se je nekaj zgodilo. In potem sem ugotovila, pri isti generaciji sem sebe začela isto, pri istih letih se je meni zgodilo. Wow. In potem pri istih letih se je manjci zgodilo. A meni se je že življenje vmes zgodilo in sem rekla, wow, kaj če bi naredili spremembo, kaj če bi naredili res, kaj če ne bi se ta usoda naprej prenašala. Nekdo mora narediti res, nekdo mora narediti, da ne prenašamo tistih predniških nahrbtnikov. In to se mi je zdelo zanimivo in to se mi zdi kreacija. To se mi zdi kreacija. Mislim, meni se zdi zanimivo kamero narediti, pameten telefon, to se mi vse tehnični izumi se mi zdijo wow. Ampak to, da pa ta ustroj zavestno, tako kot si rekel, ne, usmerjaš fizičnega, pa potem duševnega, pa duhovnega, to pa se mi zdi mega kreacija. In to tam delaš z zavestjo in samo z intuicijo, ne vem. Meni ni večje znanstvenega, ne, kaj je, ne? Če je znanost tisto, kar je najbolj cenjeno, meni se zdi to, da greš zavestno skozi življenje in ga usmerjaš. To se mi zdi daleč največja, ne bom rekla spet uspeh, ampak smisel življenja. Evo, ja. Vse je zanimivo, ja, zato ker če greš dovolj v globino, ne, vseh zgodb, ki obstajajo v naši zgodovini, ali kakorkoli rečemo temu, ne, vse govorijo eno in isto stvar, ne, torej so navodilo za to, kako živeti. Junak preide oviro, preide oviro, preide oviro, preide oviro, preide oviro, preide oviro, pade, preide oviro, skoraj umre, Šivankino uho, ki ga boš povedala, ker je iz tvoje knjige, rast. Ne. Čisto vse, jaz se res dosti zgodbami ukvarjam, ker odvedno pišem, ne, in sem vedno študiral, ne, ker vedno iščemo recept, kako napisati zgodbo. Ne. Recepta, kako napisati zgodbo, pač ni. Ne. Enostavno moraš dovolj izkusiti, da je teh izkušenj v tebi toliko, da se izlijejo in sabo prinesejo še nekaj drugega. Ne. Ej, kako dobro si za to povedal. Ja. Točno to se je zgodilo. Jaz sem imela željo, se pravi pred 23 leti sem začela pisati Jutranje strani, rodila se je Manca, vse je to del scenarija knjige. Se pravi 23 let se je delala, se je ustvarjala in potem je se porodila, ozavestila ta nit in pol je bilo že toliko zgoščenih informacij, da je v meni zraslo, jaz imam potrebo mojima otrokoma to predati. To vedenje, to, kaj se je dogajalo skozi življenje, zaradi tega, ker jo nisem obremenjevala. Jaz sem njima hotela dati, ustvariti tisto, kaj vsak otrok potrebuje, se pravi ljubeče, radostno, varno okolje. In jo z drugimi okoliščinami realnosti nisem obremenjevala. Ko pa sta bila že toliko velika, da sta bila polnoletna, da sem jo spustila pri 21, sem rekla tako, da pa jim jaz to želim predati, zato ker vem, da če mene zanimalo, si moji predniki, bo njiju tudi zanimalo, ko bo ta toliko zrasla, bo ta iskala dalje. Jaz sem rekla, jaz se ne želim več enkrat vračati v tiste jebe, hočem vse, da jo napišem, da ima ta lepo evidentirano notri, da ko bo ta hotla, kdajkoli bo ta hotla, bo ta šla in bo ta lahko iskala. To je bil moj motiv, zakaj sem tako naredila. In pol, jaz nisem imela ideje, kako bo knjiga nastala, samo je to nastalo.
in je nastal okvir teh 7-letnih obdobij. In da sem jaz vseh teh 23 let zgodb jutranjih strani, ki sem jih pisala, zato ker so znotraj avtentične zgodbe, tako kako so nastajale, zato lahko rečem, da je učbenik ozaveščanja, zaradi tega moj, pač, ne da je učbenik za koga drugega, ampak moj, da vidiš, na kak način sem to počela. To je to, ne? In lansko leto, ko sem jaz to pisala, jaz nisem delala čist nič drugega. Jaz sem bila kanal in je samo teklo. Vsako jutro, ko sem se zbudila ob 3-4, jaz sem točno vedela, v katero izmed tistih zapiskov, taki polmetrski štos zapiskov imam napisanih in kam moram iti gledati. In potem po majevskih pečatih, zato ker ne, je taki čas, ne, se pravi ta spiralni. Nekaj se je zgodilo pred, ne vem, 10 leti, in ko se je obrnila spirala zdaj, sem se točno zdaj na isti točki se, veš, ne, se pravi, če gledaš spirala, ko ima tak tuk, ne, tiste svoje koničke, tak, samo tak me je vodilo. Lansko leto, cak, tote zapise sem šla gledat. In to je bilo, veš, po letih je razdeljeno. In sem samo videla, meni so se majevska ta, kako bi rekla, ti vali pa to. Lani sem se največ naučila v njih, ker se mi je intuicija odprla, nisem to nekaj čitala. Meni se je to enostavno odprlo in sem rekla, glej, v enem valu se je to dogajalo. Energetskem, ne, 13-dnevnem energetski, kako bi rekla, moment. Zato je bil primeren in to se je dogajalo. In potem sem samo zlagala, ozaveščala in je nastajalo. In jaz sem mislila, da sem že stvari, da je to, da je, meni je bila ideja, da otrokom to predam. In potem se pa je samo začelo vklapljati, pol pa se je vključila še Manca in naredila, se pravi moja hčera, in naredila zaključek taki veličastni, kot si ga ti prečital, ko sem, ne, mislim, ko njega vsak v knjigi prečita, ga nema razkrila, ampak to je pa najboljše, se pravi, da daš otroku, da ga otroka spustiš, gre za življenje, smrt, smrti sploh ne daš možnosti, ker veš, da je ni. Kao, ne? Se pravi, bom rekla tako, če je diagnoza, ne? Postavljena je neka diagnoza. Če ti ne verjameš, da je smrt, če ne verjameš smrt, potem te opcije ni. Se pravi, otroku držiš prostor, zaupaš v njega, v njegove odločitve in mu samo držiš prostor do točke, da bo on to prešel. Kaj vidiš? Vidiš samo na drugi strani. Ja, ne vem, si videl, jaz sem samo pisala, kaj ona bo, kaj bo s tem svojim življenjem naredila, kaj bo s tem pogumnim korakom, ki ga je izbrala, ko ga bo prešla, kaj bo pridobila. Nisem je vzela te možnosti za to izkustvo, s tem, da bi me bilo strah, ali da bi ne vem kajkoli. V glavnem, ona je sama šla skozi ta proces in naredila več, kot smo midva s partnerjem bila zmožna. Se pravi, tu so naši otroci. Ne? Vedno lahko nas nadgradijo. Zato, ker jaz sem do sem zdaj lahko naredila. Se pravi, toto pot, kaj sem do sem naredila, to je bila moja usoda. Njej bo lažje, zaradi tega, ker sem to vse, kar sem jaz že naredila, je že oddelano in bo lahko šla z čist drugega izhodišča in se ne s temi, recimo, malimi stvari rabila ukvarjati in bo lahko šla naprej, ne bo rabila gledati nazaj. Mislim, jaz vsaj moram reči, da sem se dosti ukvarjala z preteklostjo. Preteklostjo, ker sem jo mogla popucati, da sem sploh prišla do svojega bistva. Ona se ne rabila več, ona bo lahko šla samo naprej. Moj del je imela popucan, del očetov še sama skozi svoj proces popucala in ona bo imela drugo izhodišče. Se pravi, manj balasta. In to je tudi ta čas, v katerem smo zdaj. Lahko si avtomatsko začnemo sokreirati stvarnost in to je evolucija zavesti. Zdaj bo naš čas, v katerega gremo. Ne moremo ga predvideti, zaradi tega, ker toliko, koliko je umov, toliko, koliko je zavesti, toliko, koliko je duš na tem svetu, toliko možnosti, prepletov je. Tako, kako poznamo vsi internetno mrežo,
Zdaj pa si zamisli to mrežo zavesti, ko se to začne prepletati, ko se tu začnemo podpirati. Ni mreža, ampak je fluid. Ne? Fluid, super. Ampak, mislim, fluid je taka čudna beseda za večino ljudi, Ja. ampak meni je še tukaj najbližje. Super, Ne? ja, zaradi tega, ker ni fizično. Kri ni voda, si napisala. Ne? In tu se mi zdi pomembno, zdaj, ob tem, kar si zdaj povedala, ta kri ni voda. Ne? Mi znanje lahko predamo samo tistemu, ki je naša kri in nikomu, to je moja izkušnja, ki je naša kri in nikomur drugemu. Ne? In to so včasih vedeli, zaradi tega se je poslanstvo iz generacije, pa si bil kovač, ali si bil šaman, ali je bilo čisto vseeno. Ja. Poslanstvo se je iz generacije v generacijo predalo. Ne? V današnjem času smo pa na to pozabili. Ne? Ja. Otroke vzgajamo, da bodo zdravniki, da bodo odvetniki, da bodo pravniki, da bodo ne vem kaj, Ja. da bodo imeli dobre avte, velike hiše in dosti bazenov. Ampak poslanstva jim pa ne predamo. Ne? Zato mogoče vse skupaj zgleda tako kaotično, kot zgleda, če preidemo še malo na zunanji svet, ki je ali ga ni, je čisto vseeno, ker je nam realen. Ne? Ampak to se mi zdi pomembno. Ne? Nehali smo predavati poslanstvo. Ne? Bolj dobro si zdaj to povedal. Super si zdaj to povedal, točno to. Zato, ker otroci, če nimajo bistva, če nimajo tega, ne, krvi, da ne vejo, se pravi, en rek je, če že ne veš, kdo si, ugotovi se, odkot prihajaš. Ne? In točno to. In potem vidiš, slike so mamljive, infinity poolov in in iz tega zgradiš svoje sanje. To bi ti bil, a ti si nekaj, ti si pa ne, ti si pa tu z eno namero, ti pa si tu z neko krvjo, z nekim poslanstvom, z neko predusodo in potem je ta razkorak med idejami, ki so jih drugi si naslikali, zato ker bi radi prodali zaradi tega, da, ne, ker bi radi ljudi usmerili stran od sebe. S temi vsiljenimi idejami tebe in med dejanskim tebo je taki veliki razkorak. In res si to dobro povedal. Se pravi, to jim moraš dati. Jaz sem ju res točno to sem jaz dala otrokoma, da sem ju vrnila nazaj k tej bazi, ne? Da poglejta v sebe. In lahko sta samo, ne, bodita, izhajata iz sebe. Izhajata iz sebe in potem gradita, ne, v svetu. Se ne more biti drugače, veš, zaradi tega, ker če so starši izgubili zavedanje o svojem poslanstvu, poslanstva ne morejo predati. Ne? Ja, res je. In poklica nihče več kot poslanstvo, ne, ampak kot vir preživetja. Ne? Res je, ja. Torej je poklic enačen z paradižnikom, samo da je manj živ. Ne? Res je. Vir preživetja. Ne? Vir preživetja. Mi pa smo v svetu, ko je vse to že nam dano. Ampak imamo različna Ne. poslanstva, Ja. ne? In vsak ima svoje poslanstvo na tem svetu. Ne? Čist. In Super. meni se zdi, še vedno imam rad en stavek iz, ne vem, če si Galeba si zagotovo brala, ne? Ja. Tistega drugega mojstra, kak je že bil od Baha, zdaj sem pozabil, tistega koleta z letalom, pa nekaj govori, pa si dela zapiske, iluzije si. Aha, ok, to pa ne vem. To je njegova druga knjiga, ki je manj znana dosti od Galeba, ampak je vrhunska. Galeb je Biblija, Ja. iluzije so pa appendix, kako bi se temu reklo. Okej. Dodatek k Galebu. Okay. Včeraj sem to naletela, ampak nisem odprla tega. In v iluzijah Zanimivo. ima napisano, kako veš, da je tvoje poslanstvo na tem svetu izpolnjeno. Če si živ, ni. Ne? In to mi je en boljših stavkov, ne? Zaradi tega, ker se zelo sklada s tem, ker jaz mislim, da ko mi izpolnimo svoje poslanstvo, itak izgine celotna iluzija in mi v tej iluziji postanemo neko drugo bitje. Ne? Če pa umremo, ne da bi izpolnili svoje poslanstvo, pa žal moramo še iti v en krog. Ne? Ko sem prebral ta stavek Baha, to je bilo pred 30 leti, verjetno nisem ga razumel niti malo. Ne? Zdaj vem, zakaj je tako. Ampak svoje poslanstvo je tako blagoslov kot breme, ne? Kot vsako poslanstvo. Ne? Pridejo trenutki, ko je breme in takrat ga treba nositi naprej. Ne? In predajanje poslanstva, ne, je lahko najtežje breme. Ne? Sploh, če predajaš nekaj, če še se šam dobro ne poznaš, ne? Ker še poslanstva nisi izpolnil, ne? Res Ampak je. predajaš pot. Ne? In otrokom predajamo pot, ne? Tako. Mi pa jim v današnjem času predajamo samo cilje. Res je. Ciljev, ki jih ne poznamo, ki jih ne maramo, ki jih niti nočemo in si niti ne želimo. Ne? Ker Ja. nihče si ne želi 15-stropne hiše. Nihče si ne želi Hummerja voziti po naših cestah. Ne?
Zato, ker pač zgleda kot idiot, dobesedno povedano. Mislim, žal mi je, da sem moram tako močno besedo, ampak on se zaveda tega, da je idiot in ga samo še bolj boli, ne, da se tako daleč odmakne od tega, kar smo v bistvu. Ne. Zanimivo, zdaj bom podelila. Včeraj se je en ciklus zaključil in sem z orodjem IFA pogledala odgovorila sem si na eno vprašanje. In danes je in bilo je usmerjeno, se pravi, v ta novi ciklus, se pravi, to, da je knjiga slišana. Jaz sem jo napisala pred pol leta, ampak zdaj sem bila pol leta v enem ciklu in zdaj gremo v akcijo. Zdaj pa, da gre naprej. Poslanstvo je knjige, moje je, da pride da je slišana. Ne bom delala na tem, ampak vseeno morem. Ni moja ideja, da moram biti slišana, ne želim biti slavna, a obenem mora, se pravi, poslanstvo je, da mora biti slišana. In odprem včeraj ta IFA usmeritev in ravno o tem govori. 3 verzije knjige in vse povejo o tem. Vedno ni usoda tisto, kar si želimo za svoje življenje. Včasih je usoda tisto, kar moramo oddelati. Celo, ne samo, da bo sprejeto, celo ljubosumje in zavist in zavračanje bo zaradi tega, ker je pot drugačna, ker je neuhojena in še ne prepoznana. Ampak ne smeš odnehati. Moraš iti naprej. Moraš opraviti poslanstvo, da je slišano. In poglej, in danes sem že tu v podcastu, se pravi, to je čist prvi. In moja, tako sem ti prej na začetku povedala, jaz sem imela težave s ščitnico, ker nisem mogla govoriti v javnosti. Tremo sem imela, nisem imela možnosti, da bi bila slišana. Vedno je bilo tako, da je bil to moj izziv velik, tako kot si malo prej povedal. In kam me je pripeljalo usoda? Ravno to, da moram skozi govor, skozi predajanje pokazati samo v končni fazi, da sem. Ne? Ampak zakaj misliš, da? To, ko si rekla, ravno včeraj sem slišala, ravno danes, ravno predvčerajšnjim, ravno pred enim tednom sem jaz rekel in se stvari tako povezujejo. Sej je to popolnoma normalno, ne? Zaradi tega, ker itak veva vse te stvari, ne na zavestni ravni kot vedenje, ne? Ampak vse je zapisano, ne vem, če temu rečemo eter ali sila ali božanstvo ali stvarstvo, ne? Čisto vse je zapisano, ne? In če imaš dostop do tega, veš na neki ravni to, ne? Ne uporabljaš na isti način kot z vedenjem, je moja izkušnja, ne? Ampak na drugačen način. Z intuicijo. Z intuicijo, ja. Intuicija je prava beseda, ne? In to sem... In pač to je, veš, ti pečatki, ne? Ko so tebe govorili, koliko sem jaz razumela, da ti je bilo zanimivo, da se pogovarjamo, so ti. Ne? Te kombinacije, jaz to samo pogledam za torej minuto. Še to ne, ker jih imam že to pogledati v sebi. Ampak to je tisto, zato, danes je dan za to. Jutri bo dan za to. Teh 13 dni je dan za to. To je ta fokus. Ne ono, zdaj pa moraš se tega držati, ne, ampak ne, tu je polje teh možnosti, ne, da se tu te stvari odvijajo. Jaz bom ti tako rekel, jaz sem knjigo prebral včeraj zvečer, komaj sem ti rekel, ne? Do konca ne? Ampak pri tem pečatu, že tukaj, ne, sem vedel, da je vredno se pogovarjati s tabo, ne zdaj, da bo to imelo kakršenkoli efekt na karkoli ali pa karkoli, ampak tu sem je zdaj, zato sem te tukaj že poklical. Ja, bravo. In je to olj, ne, mene pečat. Olje je bistvo vsega, ne, vesolje, ne. In potem še ena dolga knjiga strani, ne. Si pa mogel se prebiti, ne. Do danes. Ampak itak, ker si prej omenila učbenike življenja, so vse knjige, oziroma ne vse knjige, vse zgodbe, učbenike življenja. Ne? Meni je zanimivo, zaradi tega, ker mi se učimo iz učbenikov, ko danes jaz za nobenega več ne vem, kdo je bil avtor, ne? Srednješolski učbeniki, osnovnošolski učbeniki in podobne stvari. Ne? Na faksu še se spomniš, ko tam študiraš, malo več kot v srednji šoli.
Jaz se spomnim imen kot so Huxley, pa Orwell, pa Herbert, pa ne vem, Cankar. Cankar, absolutno. In ko se teh imen spomnim, se spomnim, da sem jaz vedno, kadar sem se počutil nekoliko izgubljenega v njihovih knjigah, prebral neko občutenje, ki ga je družba zavračala pri meni. In ko sem to prebral pri njih, takrat so mi dali pomoč. In to so za mene učbeniki življenja, zgodbe, ki jih nekdo skozi prinaša. Ker jaz sem zaupanje v, recimo, nekega avtorja zgradil skozi, s tem, da sem ga spoznaval skozi zgodbe. Nekoga, ko pa učbenik napiše, pa nič drugega, kaj te jaz vem, kdo sploh je. Prepiše od nekod, zbere vse. Ja. Dajte lahko, prosim, za povratno informacijo. Vse to je že ves čas povratna informacija, ni? Edino, edina napačna beseda spet takrat. Ker meni so besede zelo pomembne. Ker veš, mi živimo vseeno v zahodni civilizaciji, krščanski, katere osnova je vseeno ena zgodba. In del te zgodbe se začne z najprej je bila beseda v Janezovem evangeliju. Ker ta del zgodbe je malo bolj simpatičen kot tisti, ta debeli del zgodbe. Tisti so spravljeni ljudi v strah. V teh delih pa se pove marsikaj pametnega. In zato besede paziti. Feedback, povratna informacija, to je zelo hvaležno. Ampak knjiga, jaz vidim tebe, pa ful bolj te čutim, pa čez neko drugo zavedanje imam o tebi, kot preden sem prebral knjigo. Je pa tako kot vsaka stvar, sem rekla, pot je lastna. In lastno pot deliti s komerkoli drugim, ki ni tvoje krvi, je mogoče samo delno, čisto pa ne zaradi tega, ker nihče nima iste izkušnje življenja. In zato se jaz vedno trudim v zgodbe dati ogromno sebe, pa nič sebe. Zaradi tega, ker ko je zelo dosti informacij iz realnega sveta, se bralec zelo hitro zgubi. In potem, ko se zgubi, je občutek neprijeten. In marsikdo potem odloži, pa gre spat, pa potem eni vzamejo, eni pa več ne vzamejo. Ne za tega imam kot neko dejstvo. To je moje ugibanje skozi moje izkušnje z mojimi knjigami, ki tudi niso prodajne uspešnice, ker niti nikoli ne morejo biti. Ampak meni se zdi, ko si omenila poslanstvo knjige, poslanstvo knjige ni je že izpolnjeno. Ni to, da najde bralce. Ne, je že izpolnjeno. Manca pa Anže sta jo prebrala. Tvoja ima še dodatno, res. Ja, ne? Veš. In sta mi dala ona dva povratno informacijo in jaz sem rekla, glej, če še kakva knjiga se prodaja, ne, to je to. Ona je že dosegla svoj namen. Ampak jaz vidim osnovno poslanstvo knjige kot nekaj drugega. Moje spoznanje poslanstva mojih knjig zame, je to, da pripravijo avtorja, da spozna, da je tega obdobja konec in da se začenja drugo. Absolutno. Kako pa je to olajšanje? Ampak to je poslanstvo knjige. Poslanstvo knjige je avtorju spusti. Isto kot je poslanstvo otrok. Za starše, če imamo starše, poslanstvo imajo otroci tudi. In isto kot je poslanstvo vse v materialnem svetu. Samo pač knjiga ima malo močnejše, ker to tudi lahko zapiše. Tole težko, ampak ko primem tole, vem, da je tako fejst napačno, da moram spustiti, tako da ima navodilo tudi močno zapisano v sebi. Ene stvari je pač težje spustiti, ampak vse govori o tem, da treba spustiti. To pa res. In to je pa res se tako zgodilo, tako pol leta sem je. Zdaj se pravim, pol leta nisem prijela v roke in zdaj sem jo na morju in sem jo čitala in sem rekla, kakva fina neka knjiga. Veš, ker sem rekla, nekaj bi še mogla, kakva dobra misel, kakva dobra misel. Ne zdaj, sigurno ne cela knjiga, zato ker je ampak posamezne misli pa tako, sem rekla, ne vem, mi bo mogoče še neki navdih za kaj drugega. Jaz sem imel še eno srečo zaradi tega, ker je eno čudovito osebo knjiga pripeljala v moje življenje in to je ilustratorka. Ja, prelepo. Ki je zelo mlada in zdaj pri drugem otroku, dojenčku. Prelepa, res. In sva zelo dosti življenja skupaj ustvarila v tem času in še vedno ga. In verjamem, da bova še dosti krat sodelovala. In kaj hočem več od knjige, da se prodaja. Tudi, super mi je, če ljudje berejo. Meni je ful fajn, ker pač vsakemu je fajn, če pride do tebe pa reče, joj, sem prebral, prišel do ravnovesja, pa, ker to je tretja knjiga. Pa
se čem jaz. Sem se pa lahko pogovarjala. Ja. Zaradi tega, ker ti veš nekaj več o meni, zato ker sem ti jaz najglobje osebne skrivnosti izdal s tem, ko si prebral to knjigo. Točno to. Meni moj Anže reče, mami, pa kako si ti ustvarjena, da tako o sebi govoriš, že ti res sem dala, res je intimna, ne, tako pa avtentično vse napisano, ampak obenem pa taki drobec tega, kar sem jaz, ne. To, kar je napisano not, je zgolj res čist neki fakti, ki so dejansko to, kar sem pa jaz, pa je... Kdaj snamemo maske do konca? Po mojem, ko si avtentičen, nimaš maske, ampak je zavedanje notranjega sveta, bogatstva notranjega sveta tako veliko, da vse, kar je v tej knjigi napisano, je nič proti temu. To sem samo htela reči. Mislim, če je možno do konca sneti masko, dokler smo živi. Ja, jaz mislim, da se vedno odkrivamo, ne? Da imamo čas to odkrivati se dokler smo v tem telesu, ne? Pol pa dalje. Ampak ko snamemo masko, potem iluzija izgine, ne? Zaradi tega, ker je maska pred nami, ne pred drugimi. Ne? Ko bomo sneli masko, bo ta iluzija izginila, to pomeni, da potem izgine tudi ta svet. Kar pomeni, da v tem svetu ni možno popolnoma dati maske dol. Zato ta občutek, ki ga imamo ljudje, pa potem ljudje dobijo krivdo, zato ker nosijo maske. Ne? Vse je fajn dati čim več mask stran, ne? Ampak nekaj ti bo vedno ostalo in tega se moraš zavedati in to sprejemati in ne občutiti krivde. Zato, ker odlaganje maske je svobodo si s tem daš, ne? Samo to je to, ne? Ti se osvobodiš, ne? Meni je to glavno. Kaj je svoboda, če smo že pri tem? Kaj je svoboda? Svoboda je to, da lahko ne vem, čutiš da lahko čutiš vse, kar da lahko čutiš neskončnost. Ja, to je svoboda. Trenutek občutenja neskončnosti. Najlepši, ja. Ki je preveč intenziven, da bi ga lahko čutil ves čas, ker bi zgorel kot Feniks. Verjetno bi se vstal z pepela, ampak zato nehamo, ker se strašimo tega, da bi zgoreli. Ne? V enem trenutku se strašimo, ker če pustimo, da zgorimo, potem smo v pepeli in potem stanemo kot novo bitje. Ne? Pa veš kaj tudi? Pa tudi ne bi bilo kontrasta. Ne? Če bi bilo non-stop, ne? Se ne gre. Ne? Se pravi, takrat, ko pa je, te pa kar prežame, ne? Zato jaz vidim, da smo v svetu dualnosti duše. Ja. Zaradi tega, ker ko duša zgori in vstane z pepela kot resnična duša, je vse tisti trenutek. Ne? Zato moraš priti v svet dualnosti, da lahko izkusiš drugo, da sploh imaš referenco. Ne? Samo zato. Ne? Zato toliko trpljenja, zato toliko vojn, zato toliko lastnih bojev, zato toliko konfliktov. Ne? Ker pač ti konflikti morajo biti zato, da ko boš zgorel, vstal iz pepela, boš vedel, zakaj se počutiš tako, kot se počutiš. To je za kar nekaj blodim. To je moje sprotno razmišljanje o življenju. Ne? Super, jaz bom rekla, da jaz ne rabim več konfliktov v življenju, ampak rabim pa kontraste. Ne? Ja. Kontrasti pa definitivno morajo biti, ja, da lahko vidiš. Ne? Ampak lahko izbiram med lepim pa še lepšim. Jaz se čisto tehnično povem, zato ker se snemanjem, oziroma z režiranjem, ampak vem vseeno, kak slika funkcionira, ker tudi snemal, sem sam in montiral. Ja. Ko je neobdelana s temi novimi kamerami, je taka bleda, siva, čisto brez kontrastov. Se nihče ne more tega gledati. Ne? Zato je treba kontraste nabiti. Ampak ti lahko povem eno zelo zanimivo izkušnjo. Ne? Jaz imam zdaj že leto, dve, na črno-belo nastavljen zaslon telefona, ne? Ker me barve motijo na telefonu, ker so pač preveč umetne. Ne? Ja. In zadnjič enkrat, veš, kadar pa fotografiram nekaj, ne, kjer so barve pomembne, si priklopim trenutek na barve, ker pač, ne vem, pošljem hčerki ali ženi in potem pač moram vedeti, kaj pošiljam, ker črno-belo je vse isto. Ne? Mislim, bolj isto kot barvno. In sem pozabil si dati nazaj na črno-belo in jaz uporabljam telefon za tiste vedno taske, ne mislim, da sem jih hčerki pisal sporočilo. In ta pisanje sporočila je bila taka strašna bitka, ne, da je meni kar bolelo vse. In potem se jaz zavem, da on barvno nastavljen telefon, ga izklopim na črno-belo in spet postalo vse normalno. In potem par dni kasneje žena posluša nekaj na telefonu, ne? Če se jaz nikoli ne poslušam, recimo, ne? In zato nimam te izkušnje. In mene srh oblije. Po mojem prvič sem se zavedal, kaj pomeni, ko te srh oblije. Ne? In z enega čisto preprostega razloga mi je kasneje prišlo, ne? Zaradi tega, ker tisti stream, ki jih imamo na telefonu, ne?
in zvok in vse Ja. skupaj, ne, spreminja frekvenco v par metrov okoli sebe. Ne. Ja, res je. Ampak to za toliko frekvenc, ne, Ja. da je grozno. Ne. Tega, ja. In v trenutku, ko odložiš telefon, ne, Ja. začne frekvenca iti nazaj, ne, in po naključju je bila takrat mačka zraven, ne, in so njene reakcije potrjevale moja čutenja. Ne. In zato je treba iti na grič. Zato je treba tehnološko, če hočeš v tej dimenziji hoditi. Ampak ni pa nujno, da boš v tem življenju hodil v tej dimenziji. Meni je bila izkušnja, da ko sem pač začela po tej poti hoditi, jaz v kino več nisem mogla zaradi tega, ko sem prišla not in je bilo taka frekvenca, taki, ne samo glasnost, tudi to vse, ta decibeli ali karkoli, ne, decibeli so glasnost, ne vem, frekvence, da sem se zamašila in sem pobegla ven in par let nisem sploh mogla. Zaradi pol tega, ker je preideš bilo, to, ne. ja, preideš to potem, ne, ampak ta senzoričnost je, ne, pa se je toliko razvila močno. Pride, meni se je spet Ja. isto zgodilo v Puli. Ja. Od vseh hčer, ko smo peljali na koncert, sama je šla, ker je bila samo še ena karta, ko smo jo kupili. In potem jaz njo pospremim do tistega pulskega auditorija, ne, oziroma auditorija Koloseuma, ne, pa hodim nazaj. Večino časa sem pa predtem preživel pri meni na našem griču Ciringi. Ne. Roza, modra, zvoki, avtobus, piskanje, svetlobni napisi, luči in takrat senzorični overload čisto, ne, z tega ne moreš. Ne. Pa se strašiš, kaj bo zavedno tako, da stopiš, ne. Ampak tako, kot sva rekla, Ja. preideš počasi to, ne. potem, ja. Tako da To so pač- ni to večno občutek, ne. Pa tudi imamo, ne, stopnje različne. Kot noben občutek v našem svetu ni večen. Ne. Tako. Po dežju vedno posije sonce. Pa tudi dež slej, ko pride, ker zdaj v tem trenutku si dežja želimo. Zdaj se ga želimo. Ja, ne. Res Ampak je. zato, da si želiš dežja, moraš živeti na deželi, zato ker v mestu si nihče ne želi dežja. Ne. Zato je pomembno iti na deželo, po mojem. Ne. Ne vem. Težko. Klemen, koliko smo pri času? Dovolj počasi. Dovolj, ja. Imamo še kakšen stavek, povemo, da zdaj glih ne zaključimo s tem, ko sem ga Ja. vprašal, koliko časa. Samo Ja. se mi je zdelo, da je nekak pravi trenutek. za Aj to, ti ne. to pol zarežeš pa tako. Včasih zrežem, včasih Včasih pustim, pa tudi čisto ne. odvisno od feelinga, Kako se zaradi ti tega, da, ker kako se ti. zakaj bi Ja, ja. dali nepotrebne maske. Jaz sem vesela, ne, da se je dogodil ta trenutek v času. Tudi jaz. Ne.